Ljudje, tole je neverjetno. Lejte, 10 slončkov, od tega 2 čist majhna, 2 srednje velika, ongale, ki tamle vidite, je srednje velik. Lejte, zdaj čista malega. Lejte, zdaj bojo šli počasi. So v koloni prišli, v koloni bojo odšli. Glejte, tole do konca boste videli, na koncu ta malega, kako je simpatičen. Noro tole, noro, ljudje, vam povem. Tale potovanje po Afriki, to je en sam užitek. Jaz sem tako vzhičen, da vam ne morem povedati. Res vam ne morem povedati. Slika bi bila veliko boljša, če ne bi. Glejte ta malega, glejte ga ta malega, kako je hecen. Joj, ki bi k meni prišel. Glejte, kaj je dober. Pa tamle je še polen ta mal. Hecni so za znort. Hecni. To morate nujno pogledati čez cel ekran, pa lahko celo malo povečate, da vidite te čudovite slončke. Res so super. Drugače pa nahajam se v nacionalnem parku Etoša. Že drugi dan smo tamle 200 metrov stran v kampu in tle sem peš prišel na tole napajališče. Sem prvič, ker sem včeraj, smo pozno prišli, sem v ful stvari, danes smo zgodaj zjutraj šli živali gledati in videli ljudje, veste kaj je vse. Joj, vam ne morem povedati. Tako da tole potovanje je preprosto. Čakajte, se jim mečkam tlele usedem, čakajte, sem vse pustil, da mi ne bojo telefon pa fotoaparat ukrali, ne bojo, se tle ne kradejo, tako da ne bodo, rečemo. V glavnem, tole potovanje, vam povem, ljudje, to je en sam užitek. En sam užitek in jaz sem se odločil, da v Afriko bom še šel. Lejte ga, ta zdaj se je odpravil, tamle naprej jih je tudi že par šlo. Počasi bojo pa tudi še teli šli, ne, tako da ja, lejte. Škoda, ker tu ne posnamem s fotoaparatom, ki približam in imam čist na blizu. Dobim teh posnetkov, imam sicer cel kup ljudje, tako da poglejte si moj Instagram profil pa kratke video tukaj na YouTubu. Boste videli, kaj vse sem posnel, noro. No pa zdaj ne javljam se glih pogosto tukaj iz Namibije. Razloga sta 2 ali pa celo 3. Prvi je ta, da nimam čisto časa, da bi kakšne filme montiral pa tu. Drugi še večji problem je ta, da je internet zelo slab. Zelo slab, tukaj ga imamo sicer zelo dobrega, ampak je tu drag. Tako da jaz sem dal 30 € za 25 giga in bom to kar malo ponucal. Tako da je nemogoče, da bi tukaj kaj montiral pa to, ne. Tako sem rekel, samo takele videe, hitra javljanja delam, to je drugo, če niste prvega pogledali, ga poglejte. Drugače pa redno objavljam na Instagramu storije, objave, tako da če to ne spremljate, pojdite na moj Instagram in me zasledite, poglejte storije, poglejte objave, boste videli, fantastično, res, ta Namibija je fantastična, tako da... Lejte, zdaj so pa kar štartali. Ne vem čemu. Tu, a bo zdaj kakšen lev prišel ali kaj bo. Ne vem, kaj jih je prestrašilo. Tako da ja, to je razlog, zakaj ni videl. No, da pa malo povem, kaj vse smo še videli zadnje dni od mojega zadnjega javljanja, sicer to je drugo, če niste prvega pogledali, ga poglejte. Videli smo, 2 dni nazaj smo bili na enih slapovih. Veste, da za imena sem slab, tako da se imena nisem zapomnil. Ampak glejte, ko pridem domov, bom jaz napisal članek za svoj blog in tam bojo po vsi kraji napisano vse, tako da tu, če je tistega, ki ga tu zanima, bo zvedel v mojemu članku na blogu, ko domov pridem.
Tako da, ja, tam tista reka in so bili neki slapovi, ki jim pravijo mali Viktorijini slapovi, je res veličastno, čudovita pokrajina, ampak vroče je bilo pa tako 39 stopinj, pa še tisti vroč veter je pihal, zaznorc, skoraj bi človek rekel, ne. Bili smo pri himbah. Ljudje, to je posebno doživetje. To so one, ki so še zgoraj brez ženske in imam ful slikano. In par slikc pa video sem dal na Drive. Če hoče kdo dostop, naj mi piše preko Instagrama, da želi dostop, pa ga bo dobil. Ker to pa ne morem objaviti nikjer na socialnih omrežjih, ker me bojo takoj blokirali. Sem pa take lepe slike naredil, taka zanimiva izkušnja, da vam ne morem povedati. Res vam ne morem povedati, tako da to morate pogledati. Za dostop mi pišite preko Instagrama in boste dobili dostop. No, pol pa pot semle je bila kar dolga, veliko vožnje, ampak tle pa super, ker je malo hladnejš, tam do 32, to jaz v komot zdržim, tako da je to super. No, jutri zjutraj gremo pa naprej, gremo pa še Bušmana pogledat, potem pa še glavni mest 2 dni in domov. In potem pa novim zmagam naproti. No, sem pa navdušen nad tem potovanjem, čist navdušen sem nad Afriko. In kakor sem že v tistem videu, preden sem šel, ko sem ga imel na YouTubu, sem rekel, da mogoče me bo to potovanje navdušilo za Afriko. In prav sem imel, navdušilo me je, lejte, jaz že gruntam, kdaj bom spet šel, kam bom šel. Tukajle v Etošo, tu sem prepričan, da sem še vrnil. In tu oborožen z malo boljšo fotoopremo. Ko sem te živali začel videvati, sem se spomnil na našega kapetana v vojski, ker je rekel, ne ide se v svate brez rezervno kurca. Se pravi, opremljen moraš iti, ne. Jaz sem šel pa neopremljen, lejte, jaz bi rabil en orenk objektiv, tudi bolj orenk fotoaparat. In tu bom za drugič, tu bi se tudi lahko sposodil, pa se nisem. Lejte, jaz se slabo zorganiziram, po pravici povedano, tako da drugič bom jaz tole prišel pripravljen, boste videli. Veselim se že vse, kar me še čaka v življenju. Joj, kako je življenje lepo, ljudje. Eni pravijo, da je brez veze. Kako če biti brez veze, ljudje? Kako če biti življenje? Brez veze tole je, lejte, samo narediti si ga morate. Jaz sem prav, ko sem se sprehajal počas, prav vzhičen sem bil, vzhičen. No, drugače moram pa po pravici povedati, tole potovanje je tako naporno, da imam celo jaz na trenutke majčken problemu, ko imam že kar nekaj popotniške kilometrine, ne, spimo v šotorih, samo enkrat nismo v šotorih. In veste, tu kar kampiramo, ob cesto stavimo, kam postavimo, ko smo to prvi dan naredili, sem jaz gledal, kot tla bomo spali. Jaz sem prepričan, da polovica ljudi bi mislili, a so tle kakšne kače, škorpioni, no, mimogrede, škorpioni so, tudi kače smo že videli in tako naprej. Ampak mi spimo in lejte, sem zelo hvaležen za to izkušnjo, da sem se to navadil, drugače ne bi mislil, da je tako enostavno. Pa je fino, čeprav malo trudujoče, in tole potovanje z Zvonetom Šerugatom, super, vrhunsko. Ampak glejte, vam pa moram po pravici povedati, če nimate nekih popotniških izkušenj, pa če res niste trdni kot skala, dajte pejte raj kam drgam prej za manj časa, ker tole je res kar naporno. Da ne bi tole slučajno zvenelo kot slaba reklama Zvonetu, ne, potovanje je vrhunski. Samo malo naporen je, samo to hočem reči, čisto nič drugega. Pol pa se veste, če je prenaporen za nekoga, pol pa tudi takole slone vid, da si reče, zaradi tega sem jaz prišel v Namibijo. Sam zato sem to rekel, nič drugega, ne, tako da Zvone je res car, jaz mu želimo vse najboljš, čim več dobrih strank, no, kuhno imamo vrhunsko, to bom tudi še z Ludvikom, kuharjem, malo par stvari posnel, boste videli.
Tako da super je tale potovanje. Tako da jaz bom zdaj zaključil, grem v kamp, posnamem še malo kamp, ker ga nisem, tudi bazen je v kampu, mimogrede, in potem grem sam gledat živali. Prepričan sem, da bo ogromno dobrih posnetkov. V glavnem, kaj vam čem reči, življenje je lepo. Uživajte ga. Pa ne zdaj reči, ja, ti imaš denar, pa si lahko šel samo v Namibijo. Lej se tu, če greš kam bližji. Zna biti zelo lepo. Rečemo, naš Balkan, ne. Ne boste slonov videli, ampak za začetek je čisto dober. No, pa naj še povem, moja knjiga bo vsak cajt izšla, tako da v opisu tega videa imate link, si lahko preberete kazalo, kaj vse noter piše, in jo lahko naročite po znižani prednaročniški ceni. 29 €, to je Oren knjiga, imela bo okoli 450 strani, povečan format, se pravi B5, ne A5. Kazalo preberite, pa boste videli, jaz mislim, da vas bo kazalo prepričal, da jo kupite, ker se boste z nje ogromno naučili. Nasmejali se boste, nekateri se bojo pa tudi malo zgražali, ampak glejte, jaz sem eden tistih, ki je vse po pravici napisal, tako kot je bilo. Nič nisem olepšaval, ne. Večinoma ljudi pa ta grde stvari, ki jih naredijo, izpustijo. Če jih pa že ne izpustijo, jih pa zelo ulepšajo. Jaz sem pa napisal točno tako, kot je bilo. Tako da, glejte, priporočam to knjigo in bom tudi hvaležen, če boste naročili, ker mi je to velika podpora za moje delo. Imejte se ljudje, se vidimo v naslednjem javljenju oziroma spremljajte Instagram. Tam sem skozi online. Ajde, lep pozdrav v Slovenijo iz Namibije.